Minister, v zadnjem času smo priča zaskrbljujočemu trendu političnega kadrovanja v nacionalnih kulturnih inštitucijah. Kot predsednica odbora za kulturo prejemam mnoga opozorila in pozive zaposlenih in strokovnih sodelavcev v nacionalnih inštitucijah, kajti politično kadrovanje v širši javnosti vzbuja zaskrbljenost in krepi nezaupanje v delovanje javnih zavodov, pa tudi dvom v javne razpise. Muzeji in galerije ter drugi javni zavodi v kulturi izvajajo javno službo, delujejo v javnem interesu, v javno dobro, prav tako se financirajo z javnim denarjem in zato ne smejo biti fevd trenutne koalicije ali pa še huje ene same stranke, ki je v tem primeru vaša stranka Socialnih demokratov. Zato v prihodnje resno pričakujemo bolj odgovorno ravnanje. Kajti vsakokratni minister za kulturo ali politična stranka, ki ji pripada, ne more uporabljati ministrstva kot svoj privatni bazen za odlaganje kadrov. O čem govorim? Naprimer, za direktorico Tehniškega muzeja v Bistri ste imenovali gospo Barbaro Juršič, ki pa sodeč po njenem javno objavljenem življenjepisu nima ustreznih kvalifikacij, ne izpolnjuje niti formalno določenih razpisnih pogojev, kot so ustrezna univerzitetna izobrazba, ene izmed strok zastopane v dejavnosti muzeja, hkrati pa minister ni upošteval mnenja sveta zavoda. Vsaj še v dveh primerih so jasni obrisi političnega kadrovanja. Naprimer, direktorica Slovenske filharmonije Marjetica Mahne je za Dnevnik opisala politične pritiske in kadrovanja, ki ga stranka Socialnih demokratov izvaja v želji menjave direktorice in namestitvi nekdanjega kulturnega ministra Dejana Prešička na njeno mesto. V odmevnem intervjuju je opisala politične igre zaposlenih na Ministrstvu za kulturo, ki lobirajo za njeno odstavitev. V teku je tudi postopek imenovanja direktorice Moderne galerije in ena od kandidatk je Jadranka Plut, ki je redno zaposlena v kabinetu ministra za kulturo. Minister je pa tisti, ki avtonomno odloča o imenovanju in pri tem ni vezan na mnenje ne komisije, ne sveta zavoda, ne strokovnega sveta zavoda. Poleg tega obstaja tveganje dostopa do informacij v času postopka imenovanja, saj ima Plutova kot zaposlena v kabinetu privilegirano pozicijo. Po naših informacijah pa se je za namen tega kadrovanja včlanila v stranko Socialnih demokratov. Zato me zanima, kako odgovarjate na očitke političnega kadrovanja, strankarskega klientelizma, navzkrižja interesov in zlorabe uradnega položaja, ki naj bi bil v ozadju teh imenovanj. Hvala.